Danes v Pomurskem dnevniku. Občina Grad polnoletna. Nino Kavter še zdaj ne dojamem. Ferenc Horvat o načrtih. Pomgrad uspešno in dobičkonosno. Vreme, jutri pretežno jasno. Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Občina Grad te dni praznuje svoj 18. občinski praznik. Ob tej priložnosti so pripravili več dogodkov, osrednja slovesnost pa je potekala v športnem centru v Radovcih. Na občini Grad so mnenja, da so najpomembnejše premoženje vsake skupnosti njeni ljudje. Sicer pa so občinski prazniki tudi priložnost, ko se pogleda na opravljeno delo. Občina, kot smo mi, ki je razdrobljena, razpršena gradnja po gričih in dolinah, se pravi, da ni strnjenih naselij, je vsekakor cestna infrastruktura eden od faktorov, na katerem je potrebno vsako leto delati. V tem letu tudi dokončujemo parkirišče pri pokopališču Grad, ki bo istočasno služilo tudi obiskovalcem Vulkanije. Danes bomo pa svojemu namenu predali pločnik ob pokopališču v Radovcih, kjer bomo malo več poskrbeli za samo prometno varnost ob pogrebih. V sklopu praznovanja v občini Grad so nagradili tudi tiste občane, ki so v lanskem letu s svojimi uspehi najbolj izstopali. Res se iskreno zahvaljujem občini Grad za podeljeno plaketo, ki sem jo dobila ob zagovoru doktorata, ki sem ga imela pred približno 2 mesecema. Začela sem svojo pot tukaj na domači občini v osnovni šoli Grad, nato sem se vpisala v gimnazijo Murska Sobota, ki sem jo zaključila kot zlata maturantka. Že od ranega otroštva me v bistvu zelo zanima naravoslovje, še posebej matematika in fizika, in sem se na koncu gimnazijskega izobraževanja odločila, da bom študirala fiziko. Po koncu študija sem iskala zaposlitev, vendar je na tem področju takrat ni bilo. Sem pa tudi hotela nekako nadaljevati oziroma graditi svojo kariero v raziskovanju. Zato sem se odločila, da se vpišem še na doktorski študij in sem iskala med ponujenimi temami, ki so bile takrat na razpolago. Najbolj me je pritegnila tema pri profesoru Miklavčiču na Fakulteti za elektrotehniko, ki se ukvarja z elektroporacijo. Občina Grad se je spomnila tudi na najboljšega pizzapeka v Sloveniji. Je to lepo, da tako daleč priješ, samo pol do toga je žmetno, borbo. Ja pravim, samo delati, ne? Delati. In kakšna je ta pot? Kako ste, na primer, uspeli pridobiti ta naziv? Kakšna je bila konkurenca na tekmovanju? Glejte, tako znate ga v pici svetovno, pa v Sloveniji je močna konkurenca. Jaz sem prišel čisto sproščen, jaz sem z nekaj tako brez veze doma, nekaj v kipsko kariero, tam šel probo, če grata, ne grata, vseeno, meni je gratalo, hvala Bogu, tu sem zasluženo, je to, komu naj drugo vem. Jaz sem presenečen sam, ko sem to sploh dosegel. Seveda pa je v praznovanju treba pogledati tudi v prihodnost in si zastaviti nove cilje. Kot sem že prej omenila, je cestna in komunalna infrastruktura tista prioriteta, ki bo imela vsekakor mogla imeti prednost pred vsemi ostalimi. Se je še kar precej makadamskih cest, ki pričakujejo tudi asfaltno izvedbo. Potem bo potrebno razmišljati o kanalizaciji, ker bo pa z zakonom tudi potrebno, da jo občina zagotovi, pa tudi ne nazadnje bomo na mlade, ki nam vse bolj odhajajo, potrebno razmišljati oziroma jim nuditi ali stavbna zemljišča oziroma neko pomoč pri najemu kredita. Priznanja so podelili tudi najuspešnejšim učencem in dijakom. Predstavile so se še matere z novorojenčki, ki so v občini na svet privekali v minulem letu, preden so se vsi skupaj poveselili ob dobri glasbi, hrani in pijači. Dogodek so namreč popestrili z bogatim kulturnim programom, v katerem so za dobro vzdušje skrbeli folklorna skupina Podkolonca in glasbena skupina Genial. Strelec zadetka, ki se bo zagotovo vpisal v zgodovino fazanerije, nam je razkril svoje občutke pred in po izvajanju strela. Nedeljska tekma med Muro in Domžalami ni postregla le z visoko zmago domačinov. V zgodovino fazanerije se bo nedvomno vpisala tudi z Rabono Nina Kavterja.
Po uspešno izvedenem triku, ki je Muro popeljal do končnega rezultata 5-1, smo se pogovarjali s 24-letnim vezistom Mure. Zdaj se sam ne zavedam, kako mi je to uspelo. Prišel sem pred njega, samo moj cilj je bil samo, da zadanem gol. Prišla mi je nekako ta poteza na pamet in sem jo naredil. Žoga je bila v golu, bil sem veseli, ko mi je to uspelo. Pa na treningu ali pa na kakšni drugi tekmi ste že poskusili s kakšno takšno potezo? Pa na treningih včasih kaj probamo, kaj zabavljamo, ne. Samo ne pa glih, kaj bi nekaj to bilo, kaj bi vadil ga s to, ne. To je prišlo tako spontano, ne. Na Fazaneriji je po zadetku završalo, navijači so njegov zadetek sprejeli z bučnim navdušenjem. Dlake so mi šle kar po konci, ne. Bil sem v šoku sem bil. V tistem momentu sem bil v šoku, takšen šoku sem bil, ka sploh se nisem zavedel, kaj se je zgodilo, ne. Pa sicer, kako zdaj doživljate to dogajanje po tej tekmi? Objave na spletu so kar zaokrožile, ena izmed njih dosega skoraj 2 milijona ogledov ta posnetek. Ste se kdaj predstavljali, da se lahko kaj takšnega zgodi? Ne, to si nikoli ne bi predstavljal, nekaj bom imel, da jaz 2 milijona ogledov, ne, ne vem, ne dojamem, še zdaj ne dojemam to, ne. Muro sicer ta četrtek čaka tekma proti Gradu, nato pa jih v ponedeljek čaka Rudar. Kovter jo ocenjuje kot težko tekmo, a upa, da jim bo uspelo vzeti 3 pike. Sicer za končno vrstitev Mure v prvi ligi, da je še prezgodaj za kakršnekoli napovedi. Pomurje je z junijskimi volitvami dobilo novega poslanca in sicer je Ferenc Horvat bil izvoljen kot narodnostni poslanec. Gostili smo ga v oddaji iz našega studia, kjer nam je zaupal, kako gleda na sestavo vlade in zakaj se bo zavzemal v parlamentu. Poglejmo kratek izsek iz oddaje, ki bo v celoti na sporedu danes ob 18:30 in 20:15. Med drugim izpostavil nekako dvig madžarskega jezika, tako v javni rabi, kakor tudi v šolstvu in v javnih ustanovah. Mislim, da je eno najbolj pomembnih vprašanj to, da se celotna regija gospodarsko dvigne. Vemo, da je gospodarsko projekt Murje zelo zaostalo, z tega tudi smo zelo socialno šibki in seveda, če ne bomo uspeli predvsem mlade, bom rekel, zadrževati, pa tudi srednji generacijo ponuditi službe tukaj v Pomurju, potem se celotni regiji slabo piše, ker se bo še naprej izpraznila. Mislim, da je bilo potrebno urediti dodatek za dvojezičnost, ker menim, da ni dobro rešeno, oziroma je nekako, bom rekel, narediti neke vrste red v tej, oziroma bolj točno določiti določena pravila. Menim, da bi bilo marsikatero zakonodajo potrebno spremeniti. Jaz sem tu še posebej izpostavil, pa tudi spet ni izrazito manjšinsko vprašanje, zakon o društvih, ker menim, da ta zakon v sedanjem stanju nekako, bom rekel, bolj zavira, kot pa da stimulira delovanje društev. Na sedežu družbe Pomgrad je potekala 25. redna skupščina delničarjev družbe. Na skupščini so potrdili odločitev o razdelitvi dobrih 104,8 tisoč evrov dobička za dividende oziroma 0,50 evra na delnico. Za novega člana nadzornega sveta kot predstavnika interesov lastnikov pa je bil imenovan Simon Ravnič. Iztok Polanič, predsednik uprave Pomgrad, je po skupščini povedal: "Zadovoljni smo, da je skupščina sprejela predloge uprave, saj so ti trajnostno in dolgoročno naravnani. Lastniki so se danes lahko seznanili s poslovanjem družbe v letu 2017. Izkazani bilančni dobiček družbe na dan 31. december 2017 je znašal dobrih 19 milijonov 900 tisoč evrov. Od tega je dobiček poslovnega leta 2017 znašal dobrih 657 tisoč evrov in bilančni dobiček preteklih let 19 milijonov 283 tisoč. Od dobička iz poslovnega leta 2017 bo dobrih 408 tisoč evrov namenjenega za izplačilo dividend. Za Pomgrad predstavlja v letošnjem letu največji projekt na področju visokogradenj zagotovo dokončanje nove tovarne za avtomobilsko multinacionalko Magna. Podjetje je zaključilo dogovorjeni del gradnje tovarne Lek v Prevaljah, končuje hotel Orhid na Plitvicah, pričela se je gradnja stanovanjskih blokov na Švedskem in tudi na Hrvaškem pričakujejo pozitivni razplet pri pridobitvi pomembnega visokogradenjskega projekta. Med nizkimi gradnjami so za Pomgrad najpomembnejši projekti: začetek nadgradnje železnice Pesnica-Šentilj, posodabljanje železniške infrastrukture na progi Poljčane-Slovenska Bistrica,
podvoz Ljubljanske ceste v Mariboru, dokončanje prenove mostu na Ptuju in izgradnja vodovoda Podvelka in Radlje. Poletni petkovi večeri na Trgu kulture bodo v znamenju glasbe vse še do konca avgusta. Tokrat bo na soboškem poletju nastopila Alenka Godec. Alenka Godec je priznana slovenska pevka, ki letos praznuje 30 let glasbenega ustvarjanja. Začela je na pop delavnici 88 skladbo Tvoja. V tem času je izdala 11 samostojnih albumov, od tega 2 z big bandom RTV Slovenija. Sodelovala je na številnih festivalih in z odličnimi glasbeniki, dobila je lepo število nagrad. V zadnjem času je Alenka še razširila polje svojega delovanja in se odlično znašla v vlogi Rosie v slovenski različici že 3 leta redno razprodanega mjuzikla Mamma Mia. Alenka bo jubilejno leto zaznamovala številnimi koncerti v spremstvu zasedbe odličnih in prekaljenih glasbenikov, enim že ta petek na soboškem poletju na Trgu kulture. Na spletnem portalu sobotainfo.com poročamo o prometnem režimu na vstopu v Mursko Soboto, ki je nov. Preverite na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo pretežno jasno, čez dan bo pihal po večini šibak veter južnih smeri. Kakšno vreme nas čaka konec tedna pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli jasen dan s temperaturami okrog 32 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko namerili 28, v Radencih in Murski Soboti 29 ter v Lendavi 2 stopinji več. Jutri bo pretežno jasno. Čez dan bo pihal po večini šibak veter južnih smeri. Najnižje jutranje temperature v vzhodni Sloveniji se bodo v Murski Soboti in Mariboru gibale okrog 19 stopinj, dnevne pa se bodo povzpele do 34. V četrtek in petek bo sončno in vroče, ponekod bo pihal jugozahodni veter. V petek popoldne ali zvečer se bodo začele pojavljati nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale okrog 17 stopinj, dnevne pa med 27 in 34. Toliko smo vam pripravili za danes, več vsebin pa poiščite na naši spletni strani. Mi pa se ponovno vidimo spet jutri. Nasvidenje.